Policija se sooči iz oči v oči z moškim z Floride, ki je tako lepo oblečen. Zdaj ste aretirani, odložite svoje stvari. Pazi, Robi, odložite svoje stvari. Lepo, ne dotikaj se tega! Ampak ali se je ta moški samo norčeval ali je šel predaleč? A želiš govoriti z nekom drugim? Ker mora priti nekdo drug in govoriti s tabo. Raje bi govoril z načelnikom, prosim! Ne bo načelnik. To bo drug narednik. Lahko pogledaš sem, zdaj bo močna svetloba. To je kamera zate, prav? Lahko to snamem, moram to sneti za sliko. To bo slej, ko prejšlo dol s tebe. Torej, ali zdaj, ali kasneje. Kasnej! To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law & Crime. Sam Elizabeth Nover. Teh zgodb si res ne moreš izmisliti. Ta klovn ni bil na poti na rojstnodnevno zabavo. Bil je tik pred barom. In če mislite, da se je za policijsko fotografijo odločil sneti svetlo-rdeč nos, premislite še enkrat. Je 24. marec 2025, smo v Palm Bayu na Floridi. Po podatkih policijske uprave Palm Bay so tistega popoldneva ob 15:22 prijeli klic, ki ga verjetno niso pričakovali. Policija, Kako vam lahko pomagam? Pozdravljeni, ja, gospa. Sem zaposlena tukaj v Sunshine Sushi na Manaba Road pri avtocesti 95. In imamo gospoda, za katerega menim, da potrebuje neko obliko duševne pomoči. Nočem biti nesramna, ampak resnično nisem prepričana, ali doživlja kakšno psihično epizodo ali kaj, ampak oblečen je do klavnovski kostum. Preoblekel se je pred našimi okni, zato moram nositi masko. Sushi Ali Sunshine. Sunshine Self Sushi na Manaba Road. In imamo stranke, ki pravijo, da jih nadleguje zunaj, ko prihajajo noter. Ronald McDonald, oblečen v klovnsko opravo, kjer ima na sebi nekako, ne vem, morda se bo spravil na nje. V roki ima nekaj iPada, nekaj podobnega. Ne vem, odkot se je to vzel, ampak je ves zmeden. In ja, mislim, da ima morda neko duševno epizodo, ampak ja. Poskušali smo mu dati priložnost in ga nekaj časa ignorirati, ampak so prišle stranke in rekle, da zdaj samo hodi gor in dol po poti. Tukaj ima svetlo zeleno kolo z nekaj svojimi srmi, nahrbtnikom in podobnim, naslonjenimi na nas. Oprostite, ima tudi kaj? Ima svetlo zeleno kolo z nekaj nahrbtniki in svojimi stvarmi, ki stojijo poleg tiste stavbe tukaj z njim. Policisti so se odzvali na območje in ni bilo težko opaziti klovna z rdečim nosom in ohlapnimi čevlji blizu parkirišča. Ne odhajaj nikamor, Chris. Nimaš dovoljenja, da odideš. Policisti so dvojnika Ronalda McDonalda identificirali kot Christopherja Marlova, ki naj bi bil znan pod vzdevkom Wicked Jesus. Ko so se policisti približali, se zdi, da Christopher noče težav. Ali pa jih morda želi. Ne! Ne smete oditi. Zdaj ste aretirani. Odložite svoje stvari. Rodni, pazi. Odložite svoje stvari! Ne razmišljaj. Ne razmišljaj. Zdaj! Obrni se zdaj! Obrni se zdaj! Obrni se zdaj! Kmalu je prispelo še več policistov, ki so videli klovna, kako se na travi bori s policistom. Ne. Pusti me pri miru, nisem bolan! Nehaj, preklejto! Zdaj se obrni. Zdaj se obrni. Zdaj se obrni. Ja, obrni se! Dobil si tudi klovna, sranje, in oni se ne zajebavajo otroci. Imam te. Vzgojil sem dve čudovitih hčerki, najboljš, da sediš tam. In stoj tam, kamor grem, v jebeno hišo! Ne zaupam ti. Ni me briga, če si Damian Lillard. Ne moreš mi zaupati. Verjemi, jaz sem iz nikoder. Ja, lahko. Nisem pripravljen. To je poslastica. Sedi po konci. Pust me zdaj pri miru, trezen sem. Torej, usediva se po konci. Privite! Ej, Žogo, to se imenuje talent. V redu, samo želim iti ven in ti nekaj prinesti. Si pripravljen iti ven? Prav. No, vstan. Ja, prid sem. Potegnu me do avta. Hej! Hej, fajmo. Evo. Zdaj samo ostan tukaj. prosim. Gospod! Obrnite se. Telefon tega tipa je še vedno terorist. Kaj je, ptiči možgani? Pustite, da vidim. To je osumljenec.
v kazenskem prostoru. Ti jebeni kreten, neumni jebeni kreten. Izgledaš kot klovn. Ja, sej, sem klovn, bedak. Klovn sem že od takrat, ko sem bil krščen, ko sem odraščal, tam v Bay St. Juggalo in klovn sta različni stvari. Ne, nismo, džugalosi so se razvili. Džugalose so na začetku razvili klovni. Prav. Prav, torej je to v ekipi klovnske skupine. Moraš klikniti in oni ne hodijo za otroki. Razumem, vzgojil sem 2 čudoviti hčerki. Najbolje, da ostaneš tam in stojiš tam, kjer Grem. ti ne zaupam. Ni me briga, če si Damian Lillard, ne moreš mi zaupati. Verjemi mi, jaz sem od nikoder. Ja, lahko. Jack. Imaš še eno obleko. Koliko? Žiz. Kaj? Po njegovem poročilu o incidentu je bil Krištof aretiran zaradi vstopa na tujo posest. V poročilu piše, citiram, Krištof je bil agresiven in je preklinjal policiste ter nam rekel, ne vstopam na tujo posest, vrnila se bom in j***tite se vsi. Nadalje piše, citiram. Policist Presley je nato poskušal pridržati Krištofa, pri čemer se je ta odmaknil in začel aktivno upirati. Krištof je nato stisnil pest, zavzel bočni borbeni položaj in poskušal udariti policista Presleyja. Policist Presley je uporabil met s podmetom noge in uspel obvladati Krištofa ter mu nadeti lisice. Policisti so nato odšli v sosednji bar, da bi govorili s pričami. Nekatere priče pravijo, da običajno ne povzroča težav, vendar je bil danes iz neznanega razloga drugačen. Ste slišali kaj od dogajanja med policistom in osumljencem? Ampak veste, stal je tukaj zunaj približno pol ure in govoril, da je zunaj šele 3 mesece. Kaj mislite s tem? Pač takole, veste, tako kot zdaj. In potem je iz tega avtomobila prišel ta mladenič in so šli mimo njega. In on je v redu. Hej. Želiš videti tisto kamero? Ali deluje, ali pa če katera sploh deluje. Če je bil kateri od prič notri? Nekdo je udaril v kamero. In Randy je tudi naš človek. Torej, to je to, ja, vidiš, kdo jo je premaknil. Torej, moramo to popraviti. In vse se je zgodilo prav tukaj. Ja, torej je nekdo vzel metlo ali kaj podobnega in premaknil kamero navzgor. Opazile smo to šele pred nekaj dnevi. To je moral biti nekdo pijan. Ja, prav imaš, visok, ja. Ampak žal je tako. Skrajni. Čas. Ja, torej, jaz tukaj nekaj. Ali ima zvok ali ne? V redu, ni problema. Kdo je bil verjetno priča temu? Lahko vprašaš. S komerkoli želiš govoriti? Seveda. Kako si? Bi kdo od prič želel govoriti z njimi? Živijo. Oni so to gledali. Dobrodošli. Vse bi všeč, da so. Kdo je imel najboljši razgled? Mi ga imamo. Dejte, veš? Hotela sem reči, da sem ja. Te dame, to sem iskala, ko sem začela. Ja, razumem. Si kdaj? Jaz nisem razumela. Si že kdaj srečala Kristoferja? Ne. Je. Videti je kot tisti tip, ki stoji ob avtocesti I-95 in pobira ljudi. Trenutno gledam v roke policistov. Kateri? Kaj si pa zdaj naredil? Sporočila mu bom. To mu bo všeč. Tebi je to všeč? Ne, zagotovo je na nečem. Ja, običajno mi je všeč. Ja, on ni. Ja, danes nima dobrega dneva. Vem, ampak je. Christopher je klovn iz Palm Baya. Tako je. On je Palm kaj? Klovn. Ali ti povzroča kakšne težave zaradi njih? Običajno ne. Ne, ampak danes ima nekoliko slab dan, ja. Ja. Torej, obe sta sedeli tukaj. Tukaj. In govori sam s sabo in je čuden. Začel je malo razgrajati. In ga je podrl. Ko rečete, da je razgrajal, kaj je naredil? Naj vam povem, kdo je to. Ja. Bila je prav tam. Živijo. Jack, on je zunaj, preverjal vzdušje. Ja, govoril je kot nor. In zunaj sem šele 3 mesece in že imam sranje. V vsakem primeru ona znori. Noro! Tako da, veš, ja. Ja. Tudi ta tip tukaj ni slab. Kaj, torej, ko? Ko je ponorel, kakšen je bil, bi lahko opisala njegov položaj ali kaj podobnega? Ves čas je samo govoril sam s sabo. Ja. Ne more mirno sedeti.
Samo kriči in kriči, govori na glas. Govori zelo glasno. In ali je pokazal kakšno orožje ali kaj podobnega? Ali? Definitivno gre za težavo z duševnim zdravjem. Poskušala sem ugotoviti, ali morda govori sam s sabo, ali pa po mobilnem telefonu. In jaz, veste, nisem ga hotela gledati, ker nisem želela pritegniti pozornosti. Ampak nisem videla ničesar, a očitno ga je imel. Ves čas je bil čisto iz tira. Ali je zavzel kakšno agresivno držo ali kaj podobnega? Ne, dokler niso prišli policisti in ga prijeli. V redu. In potem ga je eden prijel, drugi pa je priletel dol. Taser. 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 Včasih je lažje preprosto jih fizično vladati, ker ne veš, kaj imajo oblečeno ali kaj podobnega. Torej, ja, circles of care vihajamo. Ne, samo zadetje. Ja, hotela sem reči, da je zadet, ni tukaj, v redu. Hotela sem reči, da je zadet. Vem. Ni ga tukaj, prav. Kaj se je zgodilo, ko se mu je policist približal? O moj bog. Postali agresiven do njega. Kaj misliš s tem? Malo je šel proti njemu, potem ga je ta tip poskušal zgrabiti, nato pa je padel. In takrat je nekako pritekel, da bi pomagal. V redu, torej, ko so naši policisti šli, da bi ga prijeli, Je bil agresiven. Poskušal je zgrabiti policista. V redu. v redu, vse nam to. Seveda. Hvala. Gospa, seveda. Tako so Kristoferja pripeljali na policijsko postajo v Palm Bayu in med vožnjo je še naprej imel izpad, poln kletvic. In seveda je še vedno nosil kostum klovna in klovnovski nos. Torej v bistvu, kar se tiče poškodb in podobnih stvari, nisem videl ničesar, ampak to še ne pomeni, da ne bo rekel, kakšna sila je bila uporabljena. Kakšna sila je bila uporabljena? Samo predpostavi, da so ga spravili na tla, prišel sem šele potem. To je vprašanje za predsednika. Ni bilo taserja. Predvidevam, da je šlo samo zato, da so ga spravili na tla, ker je Josh tudi malo preveč. Jaz samo ne vem. In so ga morali dobesedno dvigniti in odvleči, ker ni hotel hoditi. Poglejmo, ali ga bomo fotografirali. Mislim, da je to želel Josh. Fotografija, ja. Bilo je rezerviranje. Če bi bil Leonard tukaj, bi Leonard rekel ne. Peljite ga naravnost v zapor, ker ni razloga. Veš, kako bo šlo. Že zdaj ni sodelovalen, ko je v vozilu. Pripravljena? V redu. Si pripravljen? Ja, no. Odloži to. Ja, no, vprašajmo. Najprej njega, ker bo rekel, kaj za vraga se dogaja. In sem v nevarnosti. Tega ne bom naredil. Če noče hoditi, noče hoditi. Ne bom tega naredil. Če noče sam prostovoljno izstopiti iz tega avta, bo sedel v mojem avtu. To ni izjema. Jaz bom izpolnil papirje, on pa bo šel v zapor. Počakaj. Torej prehaja prostovoljno. Oprosti, tolče. Pojdi stran tukaj, ne moreš govoriti z načelnikom. Kaj je to? Poslušaj, kaj se bo zgodilo, prav? Bil si tam zunaj s narednikom, ki je bil moj nadzornik. On je bil tisti s silimi lasmi. Prav, o čem govoriš? Ne, tisti visoki, drugi, nižji tip. Pozdravljeni. Starejši, nižji moški z belimi lasmi. Govoril sem z njim. On je narednik. Ja. Torej. Ampak to je policijsko poročilo o vožnji z bildom, jebala. Počakaj, torej, kaj se bo zdaj zgodilo? In želim tvoje popolno sodelovanje, prav? Zdaj se bo zgodilo to, da bom snel ta varnostni pas, mirno bova šla skozi ta vrata. Nadaljevali bomo z evidentiranjem, prav? Potem bomo naredili tvojo fotografijo in potem te bomo dali v celico. Ko te damo v celico, čakaj, to je začasen prostor. Na neki točki te bomo odpeljali ven, peljali te bomo v zapor. Tako. Kaj? To je na meji, počakaj. Želiš govoriti z nekom drugim, ker mora nekdo drug priti in govoriti s tabo. Moram govoriti z načelnikom policije. Ne bo načelnik, to bo drug narednik, ki opravlja delo poročnika. Prav? Mislim, da bomo morali... Ne. On samo nadomešča poročnika, ki je danes na dopustu. Torej je zelo izkušen tukaj, že dlje časa, narednik. Ali ima diplomo? On je moj nadrejeni narednik. To je to. Ali ima diplomo iz psihologije, da lahko ravna z ljudmi, kot sem jaz? Predvidevam, da ja. Veš, meni nekdo v obleki ne ustreza, no. Torej, želiš govoriti s tisto osebo, ki bo prišla sem in govorila s tabo? Namesto tega me pelje na psihiatrijo. Ne, delovalo je veliko bolje. To je bil dober pogovor. Lahko ga vprašaš o tem. V redu, to bo šlo. A želiš govoriti z njim?
Ja, ampak najprej želim izstopiti iz tega avta. V redu, zdaj te bomo spravili iz avta, potem pa greš v celico. Če boš začel delati težave, ne bo šlo dobro, ker potem ne boš govoril s tipom in bomo naredili po svoje. Prav? Zato potrebujem tvoje popolno sodelovanje. In če rečem, peljte me v zapor, me lahko peljete v kroge. Tega ti ne bom povedal. Bi lahko, prosim. Zakaj? Ker boš spet govoril z njim. Ne bom sedel tukaj in se prepiral s tabo o tem. Prav? Povem ti, kaj se bo zgodilo. Hej! Govoriš mi, naj to naredim in... Povem ti od A do Ž. Prav? Prinašaš, prinesi, tam pustimo en del. Boš sodeloval? Poskušam te prepričati, da mi pomagaš. Potrebuješ. To? Držim jih sam zato, da ne padeš in si ne razbiješ obraza. Kako nočem, da si razbijam svoj... No. Za vsak slučaj, če padeš na nje. To je leto 2012. 2012. In zdaj imam čelado. Jaz sem. Prinesel bom rože. Sej že veš, tukaj, nekaj, rož. Že 2012 je. In zdaj, vem, imam čelado. Zakaj še vedno sprašuješ isto vprašanje? Ker ni bil tam zunaj s tabo. Ko se policisti pripravljajo, da bi Chrisu naredili fotografijo za evidenco, se nenadoma začne predstavljati kot Wicked Jesus, ime, po katerem želi, da ga policisti zdaj tudi kličejo. Mister. Oprosti. Kaj je bilo? Jezus. Ja? V redu, poglej, naravno sem. Ne? Ne pokličem te. Poglej sem, ne kličeš več iz vlade. Kaj je bilo? Nori Jezus. Hudoben. Kaj je Wicked Jesus? Lahko pogledaš sem, zdaj bo močna svetlaba. To je kamera zate, prav? Lahko to snamem. Moram to sneti za sliko. Ne. Slejko si ga boš tako ali tako. Torej, ali zdaj, ali kasneje. Kasneje, v redu. Sam sliki ga. Vseeno hočem, da je to na Googlu. V redu, torej to ne gre na Google. Sporočilo pravim džugalovjem, naj prinesejo opremo tja, naj sledijo darelu. Punca govori o TikTokih, Facebooku, Instagramih in vseh drugih družbenih omrežjih. Lahko sediš tam in ne vseeno opazuješ. Prepričan sem, da bom šel žonglerat z svojim džugalo prijateljem, s katerim bi se mogel družiti, preden ste vi sedeli tam in praktično poskušali udret ter mi prenesti tisto lastnino in rekli, naj aretirajo najboljšega človeka tam, policijsko poročilo. Ne vem. Merilo lastnine, ali ne? Na vozilo nisem dal nobene ptice. To je kaznivo dejanje. To je nedovoljen vstop na tujo posest. Razen tega, jim tega ne morem dokazati, z lažjo in lisicami na zapestih. Hočem, da mi nadenete lisice. Ni treba, da prideš mi rečeš. Sem policist. V redu. Gospod Marlo. Vrnil se bomo do avta, v redu. Nažalost nismo dobili Chrisove fotografije ob prijetju z živo rdečim nosom. Namesto tega smo dobili tole. Hej, ne skrbi, imamo čas. Vem, da imaš čas. Počakaj. Potegni ga ven. Karlo, počakaj. Moram potegniti varnostni pas ven, da te lahko ponovno pripnem. Mi imamo obeh noter, niti malo. No, pripenjam te nazaj, ker je to moj avto in nočem, da se ti kaj zgodi, prav? Vem, da se mi ne bo nič zgodil. Vem, ampak. Želim si svoje. Želim si svojo hišo. Želim se je držati. Imam tebe. Jenny nima nič. Ne, kaj? To boš lahko naredilo. Oni nimajo prave pomoči za duševno zdravje. To je za minimum. Zdaj, v redu. Pustite vrata odprta, prosim. Imate bama. Kaj je? Za? Kaj? Sprej? Ja. Imate tukaj signal? Ne, gospod. Rekl to. V celici bil avtomat za vodo, ampak nisi hotel iti tja. Naveličan sem pitja vode, je samo za osvežitev. Ja, razumem te. In rekli so, da to ni problem. Prosim, pojdi, spustil ti bom okno. Hej, gospod Marlow. Ali oprosti, Wicked Jesus. Wicked Jesus! Ja, torej, kar se zdaj dogaja je to, da ti bom vse povedal, vse bom izgovoril, da ne bo nesporazumov, prav? Tukaj sem. Ne pravim, da si ti, sam želim, da si obveščen, zato ti to tudi povem. Torej, oseba, za katero sem ti rekel, da bo prišla govoriti s tabo, je že na poti, prav? Torej, dokler ne boš kričal skozi moje okno, ga bom pustil priprtega. Zakaj? Ker ne more. Ne pustijo mi, to je kot otroška zaščita. Torej, v bistvu, takole je. Če boste kričali oziroma še naprej kričali, se bo okno spet zaprlo. Ne pravim, da zdaj veliko kričite, prav? Lahko govorite z mano, slišim vas. Hej, lahko še kaj poveš? Nekaj rapa, ja, ni problema. To je talenčega.
Samo imenovani Wicked Jesus je dobil svojo željo. Lahko je poslušal rap glasbo, ko so ga prepeljali v zapor okrožja Brevard. Vsi zapisi na sodišču okrožja Brevard kažejo, da je bil novembra 2025 Kristofor razglašen za nesposobnega za sojenje. Za oktober letos ima razpisano obravnavo o svojem duševnem zdravju. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Nolner in se vidimo spet v ponedeljek z novo zgodbo.